Zimska čarovnija. Nekoč, davno je že tega, je živela deklica po imenu Katarina, ki je nadvse oboževala zimo in vse zimske radosti. Vsako leto je komaj čakala, da zapade prvi sneg, da se bo lahko igrala na beli in zasneženi zimski pokrajini ter lovila prve snežinke, ki padajo z neba. Tako rada je opazovala snežinke, ki so se topile na njenih toplih rokah. Katarina je imela prav posebno sposobnost. Znala je narediti edinstvene in čarobne snežinke, ki so bile najrazličnejših oblik in čudežnih barv. S temi svojimi snežinkami je krasila drevesa, hiše, ograje in luči. Vsi so se čudili njenim umetninam in jih občudovali. To pa ni bila njena edina vrlina. Imela je tudi zelo dobro srce, ki je znalo brezpogojno sprejeti vsakogar. Vedno je znala pomagati in priskočiti prijatelju na pomoč. Nikoli ni nikogar odvrnila, ni sodila in vse je sprejela z odprtim srcem. Bila je prava srčica, ki je znala razveseliti vsakogar, ki ga je srečala na svoji poti. Katarina je imela veliko prijateljev, s katerimi se je pozimi najraje igrala na snegu. Skupaj so se sankali, smučali, gradili snežake, snežene gradove, delali snežene angele ter se kepali. Nadvse rada je svojim prijateljem brezpogojno podarjala svoje čudežne snežinke, ki so jim prinašale srečo in veselje. Katarina je bila srečna in zadovoljna, prav tako pa vsak, ki jo je spoznal, saj je znala vsakogar razveseliti. A nekega dne se je zgodilo nekaj groznega in strašnega. V mesto je prišel hudobni kralj, ki je hotel prevzeti oblast. Kralj je sovražil zimo in sneg, saj je bil sam zelo mrzel in brezčuten. Nekega dne je tako kralj ukazal, da se mora ves sneg stopiti in da se mora zima končati. Poslal je svoje vojake, da so zažgali vse snežake, zažgali so vse snežne gradove,
Zažgali so vse snežne angele ter prepodili vse snežinke. Joj, groza! Vsi so bili žalostni in prestrašeni. Še posebej žalostna je bila Katarina, saj je tako izgubila vse svoje zimske snežene prijatelje in vse svoje snežinke. Skrila se je v svoji sobi in na vse pretege jokala. Vsi so jo tolažili, a ni pomagalo. Njena mama jo je tolažila, oče jo je tolažil, vendar brez uspeha. Katarina je jokala in se ni pomirila. Ni prenehala jokati, saj je bila tako zelo žalostna in razočarana. Mama je ponovno prišla v njeno sobo, jo močno objela in ji rekla, naj nikar ne joka in naj ne obupa. Povedala ji je namreč veliko skrivnost. Povedala ji je, da ima v sebi moč, da lahko premaga hudobnega kralja. Katarina je prenehala jokati, obrisala si je svoje oči in prisluhnila mami. Kako neki le, je vprašala. Mama pa je rekla, naj se spomni na vse lepe stvari, ki jih je doživela na snegu s svojimi prijatelji. Spomni naj se na vse lepe trenutke, spomni naj se na lepe občutke, ki jih je občutila, ko je delila svoje snežinke in tako z njimi razveseljevala vse okoli sebe. Rekla ji je, da naj zaupa v sebe in v svoje srce. Katarina je res prisluhnila svoji mami ter se res spomnila na vse lepe trenutke, ki jih je doživela na snegu. Spomnila se je, kako se je smejala, kako se je igrala in ustvarjala svoje snežinke. Spomnila se je, kako je bila srečna in kako je osrečevala druge okoli sebe, ko je delila svoje snežinke. Videla je sebe in svoje prijatelje, kako so srečni, kako se smejejo in kako se veselijo. Pogledala je v svoje srce. Tedaj pa se je nekaj zgodilo. Katarina je začutila, kako se je v njenem srcu prebudila neverjetna sreča.
neverjetna radost. Njeno srce je zažarelo, čutila je, kako žari. Začutila je, kako so njene drobne ročice se začele same premikati in ustvarjati ter oblikovati prav posebno snežinko. Bila je to najlepša snežinka, ki jo je kdajkoli naredila. Bila je velika, bleščeča, zlata se snežinka. Tedaj je Katarina pogledala skozi okno in videla, da je nebo polno snežink. Bile so prav takšne, kot je bila njena snežinka. Tako je Katarina spoznala, da so to njene snežinke, ki so se vrnile. Bila je presrečna, bila je vesela. Stekla je ven in videla, da so se vrnili tudi vsi njeni prijatelji. Bili so veseli in navdušeni. Katarina je prijela svojo snežinko in jo vrgla visoko, visoko v zrak. Ter na ves glas zaklicala: živele snežinke, živele snežinke, živela zima. Vsi so gledali v nebo. In se pridružili njenemu vzkliku ter začeli ploskati. Snežinke so začele poplesavati po nebu in še bolj močno padati na tla ter pokrivati vse s snegom. Bila je prava zimska čarovnija. Tako lepo je bilo. To pa je videl tudi hudobni kralj, ki je postal tako zelo besen in jezen, a hkrati tudi prestrašen. Tako je poslal vse svoje vojake, da bi ustavili Katarino in njene prijatelje. A ni pomagalo. Vojaki so ostali brez moči. Bili so premagani s snežinkami, ki so jih odbijale in jih zamrzovale. Hudobni kralj je spoznal, da je premagan, saj je izgubil vse svoje vojake. Hitro je pobegnil iz mesta in nikoli več se ni vrnil. Katarina in njeni prijatelji so tako slavili zmago in so se lahko ponovno razposajeno igrali na snegu ter počeli vse mogoče
vragolije. Bili so srečni, bili so hvaležni, da jim je uspelo prepoditi hudobnega kralja. Katarina je bila prav posebno srečna in ponosna sama nase. Vesela je bila, da se ni predala žalosti in obupu, ter da je poslušala svojo mamo ter zaupala vase. Tako je spoznala, da v sebi nosi čarobno moč in da lahko s svojimi čudežnimi snežinkami naredi svet še lepši in še boljši. Odločila se je, da bo vsako zimo brezpogojno krasila mesto s svojimi čudovitimi snežinkami in da bo delila svojo srečo ter veselje z vsemi ljudmi in tako naredila svet še lepši. Tako je Katarina postala kraljica snežink in kraljica zime. Ostala pa je dobra in srčna deklica, ki je še naprej rada vsakomur pomagala, če je le potreboval pomoč. Tudi mi, dragi otroci, potrudimo se, da naredimo svet še lepši in še bolj prijazen. Čisto vsi mi to zmoremo in znamo. Le odprimo svoje srce, mu prisluhnimo ter delajmo dobro zase, dobro za vse ljudi okoli nas ter dobro za naravo. Osrečujmo sebe, osrečujmo vse ljudi okoli sebe in spoštujmo svojo naravo. Mi to zmoremo in mi to znamo. Srečno!